V rubriko Glas ljudstva nam je pred prazniki pisala Marjetka, ki jo zanima, zakaj je na RTV veliko raznih oddaj, v katerih stanje na prizorišču preglasi govor novinarja ali poročevalca. Draga Marjetka, ker se mi na zvoku naše oddaje spoznamo približno toliko kot na scenarij, se pravi, delamo z najmanjšo možno ekipo in upamo na najboljši rezultat, smo za odgovor raje pokukali v arhiv naše televizije in našli poučni video, ki natančno razreši vse tvoje probleme. Televizijski zvok nam razloži Janko R. Pozdravljeni gledalci in poslušalci nacionalne radiotelevizije. RTV je kot javni servis zavezan k zagotavljanju najboljšega zvoka, zato se lahko voditelji zabavnih in informativnih oddaj v živo javljamo iz katerekoli, najsi bo še tako hrupne lokacije. V ta namen smo ponavadi ozvočeni z majhnimi brezžičnimi mikrofoni, kot ga recimo vidite tukaj le na prsih. Ta nam omogoča, da tudi sredi največjega hrupa do vašega televizijskega sprejemnika dostavimo zgolj in samo zvok napovedovalca. Zato sedaj slišite le moj glas in prav ničesar drugega. Saj gre za zelo posebno mikrofon, ki zagotavlja zvok S pomočjo te tehnologije je moj glas kristalno čist. Zanimivo, kaj ne? Kot verjetno veste, pa na naši televiziji ne snimamo zgolj oddaj v živo, ampak tudi obilico igranega programa, kot so televizijske nanizanke in filmi. Pri teh je zelo pomembno, da je dialog med igralci kristalno jasen in razumljiv. Zato v takih primerih uporabljamo usmerjene mikrofone, kot je tale. Oho, Brane! Vas do večera? Ja, danes sem jaz popoldne. Ja, jaz pa fertik, grem še jest, pa to je to. Kaj pa je, gor? Musaka. Koliko stane? 450. No, ni bilo to včasih, ne, $250, nekaj tajzga. Ja, vse gre gor, te cene, to je norišnica. A jaz sem sam nek čip skupil. Ajde. Izvrstna. Vseeno pa se lahko zgodi, da med spremljanjem naših vsebin slišite obilo hrupa in šumenja. V tem primeru nismo krivi mi, ampak se napaka nahaja v vašem televizijskem sprejemniku. Ta je bil namreč tovarniško nastavljen, da kompresira zvok in ravno zaradi tega iz njegovih zvočnikov slišite šumenje. To nastavitev lahko zlahka spremenite, če v meniju Če naredite, kot sem pravkar povedal, bo zvok naravnost popoln. Do naslednjega snidenja. Srečno!